fotografiraj samo tisto, kar imaš rad. Vsaka fotografija je potrdilo o prisotnosti. Nič napisanega se po zanesljivosti ne more primerjati s fotografijo. Dobra fotografija pokaže, kako malo naše oči vidijo. Dve najbolj privlačne lastnosti fotografije sta, da nove stvari postanejo znane in znane stvari nove. Prišel bo čas, ko se boste znašli na polju brez fotoaparata, takrat boste videli najbolj veličasten sončni zahod ali najlepši prizor, kar ste kdaj videli. Ne žalujte, ker ga ne morete ujeti. Ustavite se in uživajte v tem, kar je. Večina stvari v življenju je trenutkov veselja in stiske, fotografija je trenutek zadrege in celo življenja užitka. Za pravega fotografa so fotografije občutki in če fotograf v pogledu na svoje fotografije ne doživlja čustev, kaj lahko rečemo o navadnem človeku. Fotografija traja le trenutek, vas združuje vse, čas in prostor, preteklost in sedanje. Vsebina fotografije je okrepljena z občutkom za ritem odnosov med oblikami in vrednotami. V fotografijah mi je všeč, da zajamejo trenutek, ki je zavedno izginil, nemogoče ponoviti. Najboljše fotografije so globina občutka, ne globina polja. Za mene je fotografija umetnost opazovanja. Gre za iskanje nekaj zanimivega na običajnem mestu. Spoznal sem, da ima malo opraviti s stvarmi, ki jih vidiš in s tem, kako jih vidimo. Dolga je cesta, vasi do mesta. Dolga je reka, spleni do človeka. Ima lukanin krepenja, to nuno želja in niklenja. Je lahko le noč, a dolga je ta pot od nekje do nekoč. Tam za cesto so kraji, tam živijo Masaji. Dekle v beli obleki, skrila mi je svetula, vzela me na svojo stran. Včeraj bil je bolj svetli zaj, a zdaj v vsaki kapljici je vprašaj. V svet odpelji, do vprašanje izvem. Peli me, domov pripeli, pa da odgovor povem o tej cesti in o reki. Od mesta do mesta. Dolga je reka, od človeka do človeka. Polno lukani krepenenja, to nuno želja
nihtenja, dolga kot je lahko le mož. Dolga je ta pot od nekje do nekoč. Pelji me v svet odpelji, da vprašanje izvem. Pelji me domov pripelji, da odgovor povem o tej cesti, o tej reki, o tej cesti, o tej reki. Pozdravljeni na razstavi digitalnih fotografij dijaka Vildana Rame v Cirju Sokalnik. Fotografija je medij, s katerim lahko slikovno upodobimo in razmnožujemo izbrane podobe. Objektivno zabeleži vidno stvarnost. Je umetnost ustvarjanja podob s pomočjo delovanja svetlobe na določeno površino. V grškem jeziku pomeni svetlobni zapis fatos grafos. Fotografija je tehnika, s katero na svetlobo občutljivih plasteh v kemičnem procesu razvijanja, fiksiranja, ki sledi osvetlitvi, dobimo sliko okolice ali predmeta pred objektivom. Ločimo komercialno in umetniško fotografijo. Vsaka je lahko umetniška, če ima določene likovne kvalitete. Umetniška fotografija je lahko stvarjena brez določenega namena dokumentirati ali sploh sporočati vsebino. Umetniška fotografija ima stalno težnjo po estetiki. Estetski odnos Vildana do sveta označuje njegovo ugodje ob lepoti narave. Fotografiranje in pozornost do lepote v naravi je tudi višja estetska potreba osebnostne rasti vsakega človeka. Vildanova pozornost do lepote je tudi višja estetska potreba. Vildanova pozornost iz vsakdanjega življenja umika v lepoto neba, svetlobo, ki jo dajo sončni žarki. Zanima ga igra svetlobe. Prevladujoč likovni motiv na fotografijah je pokrajina. V krajinski fotografiji je zelo pomembna likovna kompozicija. V nobeni drugi fotografski tematiki se ne daje toliko poudarka na učinek globine kot v pokrajini. V pogled v globino slike dajo trije plani, prednji, srednji in zadnji plan. Na Vildanovih fotografijah prevladuje zadnji plan, ki vleče naš pogled k nebu. Nebu ponavadi Vildan nameni največ prostora. Kader pomeni velikost ulovljenega prostora v mejah formata slikovne ploskve. Izbira kadra z distanco do predmeta oziroma približevanjem gledalcu sporoča pomen fotografije. Vildan fotografira iz različnih zornih kotov. Rad se zazre v nebo in oblake, ki so mu navdih za vidni izraz. Takrat pametni telefon obrne navzgor in spontano fotografira v žabi perspektivi. Vildana ne zanimajo toliko podrobnosti posameznih predmetov v okolju. Zaradi privlačnosti oblakov na nebu, fotografije prikazujejo celotno kompozicijo. Likovne kompozicije na fotografijah dostikrat nakazujejo gibanje, dinamične smeri horizontov, cest, ograj ali pa vodoravno umirjenost pokrajine, ki jo popestri s pozornostjo na razgibane dramatične oblake. Osvetlitev na fotografijah je prilagojena času, ko zunanja lepota pritegne Vildanov pogled. Fotografije niso svetlostno obdelane ali obrezane. Opazimo ravnovesje med intenzivnimi in nežnimi oziroma pestrimi in nepestrimi barvami.
S to vrstno barvno in svetlostno harmonijo občutimo stabilno razpoloženje na fotkah. Nasprotja na fotografijah, kot so jasnost, zabrisanost, ostrina, mehkoba, svetlobo in senco, občutimo kot realno lepoto. Igra oblakov in svetlobni prehodi pa nas vlečejo v neskončnost duhovnosti. Umetnost Wildenove fotke je neponovljiv, a hkrati večen trenutek, ki ga zna opaziti in ujeti iz običajnosti narave. Dobar dan, danes vam je Tjan, moj gost je Vildan. Vildan, predstavi se kaj o sebi. Ja sam Vildan Rama, prihajam iz Prizrena, star sam 19 let. Kje živiš in s kom? Kje živiš in s kom? S sestrom, mamo i bratom i očetom. S čim se rad ukvarjaš? Slikarstvo, Kdaj si začel s fotografiranjem? 3 leta. S čim fotografiraš? Prvi telefon stričem kopal. Ali uporabljaš kakvo aplikacijo za urejanje? Ja, Photoshop, Kdo te je navdušil nad fotografiranjem? sestra. Kako izbiraš motiv za fotografiranje? Grem na sprehod v gozdi i razmišljam kako da slikam. Katera ti je najljubša fotografija in zakaj? Moj Prizren, Zakaj? zato tamo što se rodio. Kaj na to naredi s fotografijo? Občasno stavim na Instagram ili u galerijo jo shranim. Kako se počutiš ob fotografiranju? Sproščeno, Kaj ti pomeni fotografiranje? moje življenje. Kaj želiš sporočiti drugim s svojimi fotografijami? Da se ukvarjajo za slikarstvo i bolje da se razmišljajo. Kaj fotografije predstavljajo tebi? Moje življenje. Kaj ti pomeni razstava? Prvi put u življenju. Si tudi razmišljal o prodaji fotografij? Sam, mama još ni še za to. Kaj je tvoj cilj za prihodnost? Moj cilj je za prihodnost da 30 let kad binem star za uspomene slike da mi binaju. Ali nam boš predstavil še kaj o fotografijah? Ne. Hvala. Kartopin se v njem, le kako naj se uprem. Tim, da ni misli zamočim, še pomislit več ne smem. Kaj nisem doživel, ko sem tebe ljubil. Tega ma nisem znal, kako sem sam ostal. Zdaj, kar sam naprej, kako naj grem brez tebe, kako naj pozabim tvoj objem, brez tega mene zive, pišem pa še vidno čakam te, na pomoti do
svrdil, da smo prišla do konca. Tvoj ognjem, kar topim se v njem, le kako naj se uprem. Danim ustim zamoči, še pomislim, več ne smem. Kaj sem jim doživel, ko sem tebe ljubil. Sin tega pa nisem znal in tako sem sam ostal. Zdaj kar sam naprej, kako naj grem brez tebe, kako naj pozabim tvoj objem, brez tega mene zime. Veš, jaz pa še vedno čakam te, na poti do sonca. In nikdar ne bom zares verjel, da sva prišla do konca. Kako naj grem zdaj kar sam naprej, kako naj grem brez tebe, kako naj pozabim tvoj objem, brez tega mene zime. Veš, jaz pa še vedno čakam te, na poti do sonca. In nikdar ne bom zares verjel, da sva prišla do konca. In nikdar ne bom zares verjel, da sva prišla do konca. Čeprav ima le stekleno oko, mu to ni spotikal, saj so za njim še oči, ki vedo, kako ujeti obliko. V življenju je najpomembnejše izražanje in sporočanje svojih misli drugim. Na videz dolgočasenemu fantu je skrita romantična duša in hvala Vildanu za pogum, da jo je podelil z nami. Pohvala Vildanu Rami, njegovi psihologinji Leji Lampret, zahvaljujem se vsem, ki ste omogočili razstavo, profesorjema Miranu Antoninu, Goranu Pršinu, dijakom Aleksu Pridaliču, Darku Obleku in Tjanu Škvorcu. Vljudno vabljeni na ogled fotografij in majhno pogostitev. Hvala. Vse ti je zdaj razstavo, zato je. A neč hudga? Ja.